Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Dobar dan, lepo pozdravljeni na današnji izjavi po 4. seji Strateškega sveta za prehrano, kjer so med drugim obravnavali prehrano otrok in mladostnikov v šolah in vrtcih ter razpravljali o novih smernicah za prehranjevanje otrok v teh zavodih. Z nami so predsednik vlade, dr. Robert Golob, predsednica Strateškega sveta za prehrano, dr. Nataša Fidler-Mis, ter član Strateškega sveta, dr. Boštjan Jakše. Prvi pa bo spregovoril predsednik vlade, dr. Robert Golob. Izvolite. Lep pozdrav. Danes smo imeli na sporedu izjemno pomembno tematiko in to je zdrava prehrana v šolskih inštitucijah. To je tista točka, na kateri v resnici gradimo zdravje naroda. Gradimo zdravje naroda za prihodnost. Razprava je potekala v dveh sklopih. Na eni strani smo se pogovarjali o časovnici in pa tudi usmeritvah glede novih smernic za prehrano v vzgojno-izobraževalnih zavodih in na tem področju smo tudi sprejeli sklep, da se imenuje posebna recenzijska skupina, ki jo pripravlja pregled smernic in s tem pregledom seznanila tudi Strateški svet za prehrano, zato da bomo naslednjič opravili dokončno razpravo o teh smernicah in jih potem vanje tudi vključili najbolj napredne trende na področju zdrave prehrane. Na drugi strani smo se pa seznanili z kar nekaj zelo zanimivimi primeri dobrih praks, kako lahko v šolah vključimo na eni strani principe ekovrtnarjenja, na drugi strani principe zelo kvalitetne nabave hrane, pa tudi zdrave hrane. Ravno to dvoje, kombinacija obojega nam pove, da so na tem področju ogromni potenciali, ki jih lahko realiziramo že najverjetneje v prihodnjem šolskem letu in sklepi, ki smo jih sprejeli, gredo v to smer. Zdaj bi pa predal besedo predsednici Strateškega sveta za prehrano, da spregovori nekaj o primerih dobrih praks. Prosim, Taša. Hvala lepa. Imeli smo zelo zanimiva predavanja o šolskih ekovrtovih in sicer to poteka že na 400 šolah, je pa to veliko tudi na prostovoljni bazi. Naš cilj pa je, da bi to sistemsko uredili, da bi bilo dolgoročno najprej pilotni projekt, potem dolgoročno pa mogoče tudi, da bi sistematizirali delovna mesta, ker se nam zdi to tako pomembna tema, da pridajo otroci v stik z naravo, da se učijo na vrtu, skozi to se učijo, imajo tudi boljši odnos do hrane, naučijo se biologijo in preko otrok potem izobražujejo tudi svoje starše doma, tako da se to znanje in odnos do hrane in pač to prenaša iz otrok na starše. In pač temu želimo posvetiti večjo pozornost v prihodnosti in tudi poiskati vire financiranja, da bi to lahko dolgoročno potekali po tej poti. Potem drug primer dobre prakse je bil pa predstavljen iz stališča tega, kako bi rešili problem, da imamo pomanjkanje kuharjev, pomanjkanje kadra, pomanjkanje izobraževanja. So pa predstavili idejo, da bi imeli kuhinjo, centralno kuhinjo, kjer bi naredili res profesionalno, bi pripravili obroke in bi jih potem distribuirali v bližnje kuhinje in tukaj bi bila neka centralizirana nabava kvalitetnih surovin in pravzaprav bomo tako začeli, da bomo najprej izdelali nek modelni projekt, kjer se naredi izračun, kakšni so tukaj stroški, kako je tudi z ekološkim odtisom tega in potem bi mogoče dolgoročno lahko bila ta ideja potem tudi kot model za celo Slovenijo. Ampak najprej bomo naredili prvi korak na tem področju. Najlepša hvala. In še gospod Jakše, izvolite. Ja, po dolgem času so v sklepnem delu priprave smernice za otroke v vrtcih pa šolah, v javnih šolah. In Strateški svet bi se rad do tega vprašanja opredelil oziroma bi rad imel pogled, ali se lahko glede na sodobne znanstvene dokaze opredelimo bodisi do okrepitve vnosov, recimo sadja, zelenjave, polnozrnatih žic, stročnic, po drugi strani pa, da pogledamo, ali lahko zmanjšamo razne manipulacije, zlorabe pri kakšnih vprašanjih, kot so recimo manj sladkorja, ki vemo, da je težava, manj soli, manj procesiranega mesa, manj uporabe bele moke, pa tudi drugih nezdravih vedenj. Tako da Strateški svet bi se rad do tega vprašanja opredelil, imel pogled in potem na novo
se to vse skupaj predstavi javnosti. Najlepša hvala. Zdaj pa mislim, da so z nami 4 predstavniki medijev, če imajo kakšno vprašanje. Pozdravljeni. Za predsednika vlade Jolanda Leba, Radio Slovenija. Niste se še oglasili, žal ena druga tema, niste se še oglasili glede interpelacije kot predsednik vlade, vaša vlada jo je zdaj doživela kot taka. Lahko poveste, boste odgovorili? Najprej prosim nekaj drugega. A je še kakšno vprašanje na temo hrane ali hrana čisto nikogar, hrana otrok čisto nikogar v Sloveniji med mediji ne zanima? Nas zanima to, ampak Vprašanja nimate nobenega? sprejeli ste danes smernice, se pravi, se boste o tem še naprej pogovarjali? Ne, danes smo bili seznanjeni s procesom priprave smernic za prehrano v vzgojno-izobraževalnih zavodih in imenovali smo skupino za recenzijo teh smernic. Te smernice se pripravljajo prvič po letu 2010. Proces poteka predolgo in zaradi tega mislimo, da je nujno, da se osnutek, ki je pripravljen, ponovno pregleda, da se vključijo najnaprednejša spoznanja, znanstvena spoznanja na področju prehrane. Če kje, potem moramo ravno pri otrocih biti toliko bolj striktni pri tem, da zahtevamo res, da se upoštevajo najnaprednejša znanja. Druga stvar, ki bi sem dopolnil predsednico sveta, če želimo upeljati na eni strani tehnologije, dobre priprave, na drugi strani uspešno nabavo od lokalnih kmetov in podobno, je treba spremeniti sedanji sistem, kjer vsaka šola, mislim, da jih je 368 ali nekaj takega, deluje po principu znajdi se sam. Primeri, ki smo jih danes poslušali, kako združevati tudi logistiko in predvsem pripravo hrane in na kakšen način in tudi tehnologije, daje upanje, da če bomo šli v sistem združevanja, neke vrste regionalizacijo priprave hrane, lahko dosežemo na eni točki vse cilje. Od lokalno pridelane hrane in zmanjšanega ogljičnega odtisa do bistveno boljše kvalitete hrane za vse učence, ne samo za nekatere, in hkrati v resnici tudi lahko omogočimo izbiro pri jedilniku, marsikomu. Danes ta izbira ne more biti na razpolago vsem 368 šolam. Če gremo v regionalizacijo, bo ta izbira in s tem tudi bolj pester jedilnik dejansko mogoč praktično povsod po Sloveniji. Ta spoznanja in ta debata, ki je bila danes, je vsaj zame tako pomembna, da ne bi želel, da bi ne bilo o njej govora, ker bo dejansko že v prihodnjem letu lahko bistveno spremenila kvaliteto prehrane za naše otroke v šolah. Ja, ker če smo že pri tem, problem je bila doslej vedno tudi cena. Saj šole so hotele nabavljati v lokalnem okolju, pa je bil problem pri javnem naročanju in pri ceni malice potem, ne. Tako da to gre eno z drugim. Zdrava prehrana je ponavadi tudi dražja, tudi za šole, ne samo za... No, danes nam je bil predstavljen primer, kako skozi centraliziran sistem naročanja lahko zmanjšamo, kljub temu, da izbiramo bolj zdravo in lokalno, zmanjšamo strošek. Tako da gre z roko v roki tudi upoštevanje oziroma uporaba digitalnih naprednih platform in orodij lahko pomaga pri tem, da se dejansko strošek nabave za vse šole zmanjša. Da. Ne, se bi pol zdaj odgovoril, na hrev hrane, pardon. Pa bomo šli potem še na vlado. Če ste zdaj lahko samo malo bolj konkretni, kar se tiče časovnice teh uveljavljanja teh smernic, kdaj lahko pričakujemo neke prve rezultate, kar se tega tiče? Torej po originalni časovnici Ministrstva za vzgojo in izobraževanje naj bi bil ta dokument predstavljen 15. aprila. Do takrat bomo še dokument recenzirali, potem pa obravnavali, mislim, da 4. aprila ponovno na strateškem svetu in tak dokument, ki bo že vključeval tudi priporočila strateškega sveta, bi šel potem v javno obravnavo. Javna obravnava bo aprila in maja, junija naj bi bile smernice potrjene in s 1. septembrom v šolskem letu se začnejo uporabljati. Hvala. Glede interpelacije bi rad povedal zelo na kratko, preden se bo do tega opredeljevala vlada, samo naslednje. Verjamem, da vemo, zakaj smo dobili ta mandat in zakaj so nam ga ljudje zaupali. Zagotovo nam ljudje niso zaupali mandata zato, da bi se ukvarjala cela politika zdaj mesec ali dva z nekim muzejem. Mandat smo dobili zato, da se ukvarjamo z reformo zdravstvenega sistema, da bo deloval. Mandat smo dobili zato, da se ukvarjamo z energetsko in prehransko draginjo. In točno ti dve področji
bosta fokus naše vlade ne samo v preteklem tednu, ne samo v bodočem tednu, ampak v bodočih mesecih. Vse ostalo je za nas norčevanje iz ljudi in norčevanje iz resnih težav, s katerimi se soočajo ljudje. Mi se bomo ukvarjali z resnimi težavami, interpelacija in njeno mnenje o tem pa naj si ustvari vsak sam. Ali so res ti dve temi nekaj, kar v tem trenutku zadeva večino Slovenk in Slovencev? Na interpelacijo ne več, to je to. Ker bomo se najprej opredelili na vladi, ko bomo imeli opredelitev na vladi, ministrstva so zdaj pozvana, da pripravijo odgovore in potem bomo... Kaj boste pa imeli drug teden na vrhu koalicije, je sklican? Vrh koalicije je sklican, dve reformi sta predvideni, predstavitev davčne reforme pa predstavitev šolske reforme. No in ta razprava danes je bila v enem delu tudi z vidika kurikuluma zanimiva, ker posega tudi v enem manjšem delu, sicer v šolsko reformo. Kaj pa zdravstvena reforma? Zdi se, da je zdaj prvi ukrep ta uvedba tega telefona. Kaj pa ostalo? Se dogaja kaj? Seveda se dogaja. Strateški svet za zdravstvo je v četrtek. Po seji sveta za zdravstvo strateškega bomo imeli tudi izjavo za javnost. Vsi trije, zato ne želimo o tem sam govoriti, bosta tudi dr. Brecelj in dr. Loredan Bešič z mano in takrat vam bomo več povedali o zdravstveni reformi. Najlepša hvala predsednik vlade in preostalima dvema sogovornikoma. Lep dan.